Vsi, ki ste se zdaj dodatno pridružili in se še boste, in tudi vsi, ki nas v živo poslušate ta hip, dobrodošli v naši skupnosti. Vsem želim lep večer, kakor bo pač potekal. Zdaj, glede na to, da smo za vas pripravili tudi en določen program, bom jaz se priklopil na naš uvodni PowerPoint, s katerim bomo nekako predstavili današnji program. Potem bomo šli pa s temami na podlagi tega predstavljenega programa naprej. V redu, evo, torej tako dobrodošli, na 172. rednem srečanju Društva za srečno življenje Belis, 24. avgust 2024, tako da danes imamo live Zoom in pa predavanja v živo. Rekli smo, da bomo pričeli ob 19. uri, priklopili smo se minuto prej, ampak nič za to. Torej, tukaj imate, širimo znanje in spreminjamo življenja, samo z izobrazbo, znanjem se lahko borimo, to, kar je tudi Dušan povedal. Moč argumenta je na naši strani, argument moči, palica, pendrek, sprej, psi, kamere in vse ostalo, 15-minutna mesta, ki se intenzivno gradijo, so pač na njihovi strani. Zakaj? Zato, ker mi dovolimo. Da bomo imeli moč argumenta, vas seveda srčno povabim, da sodelujete, se izobražujete, pišete, da skupaj debatiramo, raziskujemo, kajti predolgo smo spali. Predolgo so nas manipulirali in seveda prišel je COVID in nam počasi odpira vsem oči. Tako, glede na elektronsko pošto, ki sem poslal vsem članom, ko odprete pošto, seveda imate takoj link do Zoom konference in pa seveda tukaj nekaj gumbov, kjer je dobro, da jih od časa do časa pregledate. Predvsem uradni list društva tukaj, kjer je v bistvu naš zakon o izstopu iz WHO-ja, United Nations in pa seveda iz tega sistema, ki v bistvu vsem ljudem grozi. Marsikdo se sprašuje, kako to narediti. Država malo težje to naredi, ker je pogodbo podpisala, mi, ki smo pa kot tretja stranka in društvo in pravna oseba, lahko pa to brez problema naredimo v okviru države, mednarodnih sporazumov in iz teh društev, ki se postavljajo kot neizvoljeni nad državo, jemljajo suverenost, seveda lahko urgiramo povsem drugače. Torej, kot smo ugotovili, naš statut društva Belis se ne ujema s statutom in ustavo WHO-ja in kot takšni ne moremo sodelovati v taki koliziji. Več o tem si lahko preberete, ker imate vse lepo napisano. Torej, gremo danes k programu srečanja, 172. srečanje članov društva Belis za srečno življenje in dobrodošli. Pregled zapisnika najprej, to je naše redno srečanje iz prejšnje sobote, 17. avgust 2024. Vsi ste prijeli zapisnik, ima kdo pripombe na zapisnik našega srečanja z dne 17. avgusta 2024, naj to pove sedaj. Dobro, tukaj, v redu. Pripomb ni, menim, da je zapisnik sprejet brez pripomb in ga bomo shranili v naš redni arhiv. Danes je z nami tudi naša zapisnikarica Teja, torej Teja, srčna hvala za tvoje nesebično delo. Sedaj pa gremo k rednemu današnjemu programu, današnjega srečanja Društva za srečno življenje Belis in sicer bo razdeljeno v nekaj delov, v 4 dele. Prvi del bo predstavil Mihael Belis, Ljubljana, največje podjetje v Sloveniji, kjer gre za tako imenovano selektivno izvajanje zakonov in pravil strani občinskih organov, kar vodi v situacijo, kjer občina kot največje podjetje dejansko uporablja svojo moč za pridobitev nepoštene, konkurenčne, poslovne prednosti. Redne firme, ljudje, ki želijo delati in ki želimo delati, jih omejuje, sama pa dela in izvaja stvari. Da ne boste rekli, da nakladam, je tukaj konkreten primer. Vse to, kar sem zdaj povedal, vodi
kot smo večkrat ugotovili, v tehnokratsko vodenje mesta, kjer prebivalci počasi izgubljamo dejansko vse pravice in pristajamo v modernem zaporu kruha in iger, kjer se moramo vsi držati pravil, razen, poglejte, od 6 do 10 gre za oviranje gibanja, od 6 do 10 je dovoljena pač dostava za prebivalce, dostava za poslovne subjekte. In to, kar sem povedal, ta praksa ni le nepravična, temveč pomeni tudi kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja in nepoštenega poslovanja. Zakaj? Zaradi tega, ker mi se moramo držati ure. MOL. Vsa podjetja, ki so vključena MOL, si pa lahko privoščijo kršitev lastnih predpisov. Za podjetje v upravljanju občine dostavni čas ne velja. To je slika od včeraj. MOL dostava stojnic ob 22:53 uri za rok. Če občina in njene službe ne spoštujejo zakonov, ki jih sami uvajajo, to povzroča zmedo, nezadovoljstvo med prebivalci in državljani in občutek nepravičnosti, predvsem pa med podjetniki v Ljubljani. Da ne govorim o starejših ljudeh, ki rabijo ali prevoz ali karkoli drugega. Ali pa čisto normalni ljudje, ki imajo majhne otroke, ali pa družine, ki rabijo dostavo iz trgovine in mora tiste stvari nositi. Takšno delovanje vodi v zmanjšano zaupanje v lokalne oblasti in povečuje občutek pravne negotovosti med prebivalstvom in poslovno skupnostjo. In veste kaj? V tišini se to dogaja na vsakem koraku. Ljudje so pa tiho. Noben ne vidi. Vsakomur je logično, da če piše gor mestna občina Ljubljana ali pa JLPT ali pa podjetje ali pa ne vem, ko vozi sred Ljubljane, takrat, ko nihče drug ne sme, da je to pač dovoljeno. Ni, dragi moji, ti ljudje tudi nimajo dovoljenja, ker je to cona od 6 zjutraj do 10. Nihče, razen kadar je urgenca, kadar so izredne razmere in kadar so ali pa kakšna, da kaj gori, karkoli drugega pomembnega. Ne pa opravljanje biznisa, to, kar tle počnejo, dostava, ki se pač seveda tudi plača in to je biznis občine. Toliko o prvem delu bomo povedali o tej zadevi več, kar bo zelo zanimivo. Drugi del, danes sporočilo slovenskim odločevalcem v zvezi z nalezljivimi boleznimi. Vsi vemo, zakonodaja, kot je zakon o nalezljivih boleznih ZNB, ne more služiti kot izgovor za kršenje temeljnih človeških pravic, kajti zakon ni nad ustavo. Subsidiarnost prava je zelo določena. Se pravi, gre za vrstni red izvrševanja zakonov in zakon o nalezljivih boleznih nikoli ni in ne bo nad ustavo. Mora biti usklajen z ustavo po 153. členu ustave. Hkrati je pa v 16. členu navedeno nekaj členov, tudi kadar pride do omejevanja naših pravic, se tisti členi v nobenem primeru, mislim, da jih je 7 navedenih, ne smejo kršiti. V času covida so vse to povozili. Jaz sem to videl, marsikdo pa ni vedel, kaj se sme in kaj se ne sme. Ok, fajn je, da to veste za uveljavljanje vaših pravic, kajti groba kršitev ustavne pravice do telesne nedotakljivosti je ena taka stvar, 34. člen ustave, in pravice do osebne svobode, 35. člen ustave, prav tako je poseganje v človekovo telo brez njegovega soglasja v nasprotju z mednarodnim pravom. In pa 18. člen, kjer je prepovedano delati poskuse na ljudeh. In že smo pri tretjem delu, kjer bo predsednica društva Iviljana Belis imela spoštovanje otrok, posebna tema, kjer bo povedala malo več v zvezi s tem, da razume, da spoštovanje ni le ključ do otrokove samozavesti, temveč tudi do njegovih socialnih veščin. Ko se otrok počuti ljubljenega, ko se počuti sprejetega, se zgodi, da gradi močne vezi z družino, prijatelji in širšo skupnostjo. Vem, da se spoštovanjem in zgledom nauči, kako pomembno je sodelovati z drugimi, razumeti njihove občutke in potrebe ter prispevati k pozitivnim odnosom. S tem, ko spoštujemo otroka, mu dam priložnost, da prevzame odgovornost za svoja dejanja. Več o tem bo pa povedala kasneje v tretjem delu.
No, in že smo potem pri 4. delu, danes smo pripravili film, ki je pa zelo zanimiv. Namreč gre za argentinski kriminalni thriller, kot vidite iz leta 2018, ki ponuja privlačno raziskovanje, privlačno v navednicah, kompleksnega pravnega primera, v katerem spremlja Dolores Dreyer, najstnica, ki je obtožena brutalnega umora svoje najboljše prijateljice, o čemer mediji nenehno poročajo pred sojenjem in objavljajo to dejanje kot atrakcijo in trženje novice. In tukaj boste videli, ko se je bliža sojanje, glede na medijsko poročanje, se klima v družbi spreminja, se klima doma spreminja, v njeni duši se spreminja in pa seveda tudi sodni sistem, družbena klima nagovarja v obtožbo, ki pa je dejansko lahko nekaj popolno drug. Kakšen bo razplet filma, pa vas povabim k ogledu. Torej, to je današnji program v 4 točkah. Seveda pa vas povabim, da se nam pridružite gledanju na Petkovškovo nabrežje, če ima kdo čas. To bo čez kakšno uro pa pol, 2 urci, potem vrtimo film. Zdaj tudi se lahko naknadno še priključite, pridete, če imate čas, če ne pa se priključite na Zoom, ali pa imamo tudi live na Facebooku, na Ramblu, pa na Odyssey, trenutno oddajamo v živo, kjer nas lahko spremljate. Tukaj je pa v bistvu seveda naslov do naše pošte oziroma do Zooma, kjer lahko si tudi vse to pogledate. Ne spreglejte danes 2 člankov, na katere vas opozarjam v nadaljevanju našega programa, ki sem ga v mailu poslal, in sicer se v Sloveniji dogaja, zakaj smo proti vetrnim elektrarnam na Pargu, ni napaka Pagu, ampak Pargu. In dodana je peticija, prosimo člane, resnično vas prosimo, pomagajte. Ne gre samo za Park, kakor boste videli zdajle v naslednji sliki, gre za vso Slovenijo. Ker če na enem koncu uspejo, potem to je obup. Pri zbiranju peticije podpišite, pošljite, tukaj imate naslov urh.iko1@gmail.com. V mailu ste dobili link do peticije. Če nimate časa zbirati podpisov s sosedi, prijatelji, podpišite kot družina, skenirajte, poslikajte z mobitelom, pošljite na ta elektronski naslov. Glejte, to se dogaja, cel hrib hočejo narediti, poglejte, vetrnice, uničiti kompletno naravo v Sloveniji, eden najlepših koncev. To so kraji, ki sem jih jaz obiskal, in ko to pogledaš, ti duša zapoje, ampak ko bojo tele stvari gor, ki jih zdajle vidite. In tako so se krajani Dragarske doline, glejte, Lasca, Podplanine, Starega in Novega Kota soočili z resno namero lesne zadruge Lošni Potok in Dravskih elektrarn, da na njihovem koncu, na tem čudovitem hribu, ki je zeleno srce Dragarske doline in okolice, postavijo 7 gigantskih vetrnih elektrarn, ki bodo uničujoče posegle pa ne le v naravo in obstoj parka, ampak usodno tudi v življenje vseh, ki živijo pod njim. Da ne govorimo o generacijah, ki prihajajo. Čuvajmo našo naravo, čuvajmo sebe in čuvajmo našo prihodnost. Poskrbimo za to, zato vas res povabim. Dostop do peticije imate napisan za zbiranje podpisov in do tega četrtka prosim seveda, da to pošljete. Tukaj je še enkrat, gledajte, Vaška skupnost Podplanina na sestanku Vaške skupnosti Trava, Črni Potok, Pungrt so se že dne 29. junija ob 19. uri dobili v gasilnem domu. Prebivalci navedenih vasi, ki sem jih sedaj naštel, in so se odločili, da glasno in odločno stopijo skupaj proti nameravani gradnji vetrnih elektrarn na Pargu. Ja? In da podpisniki, prosimo, da zberemo čim več, ker se gre za Slovenijo, ne gre samo za Park, ne gre samo za to lokacijo, ampak gre za vse nas. Tako da se pridružujemo, da boste vedeli, če nas kdo z tistega konca posluša, smo tudi tukaj člani društva Belis in ni nas malo, pridružujemo se tej akciji in odločno nasprotujemo, da se na tako čudovitem kraju postavi ta tehnološki gigant, ki zna uničiti kompletno krajino. Pa ne krajino, ampak tudi vse rastlinje in živali. O tem več kasneje. In pa seveda ne spreglejte
še članka, poseben članek, kjer boste videli, da ne gre za, vsi vemo, speed of science, se spomnite v Bruslu, a ne, ko so imeli sestanke, se je Pfizer izgovarjal na speed of science. Torej, to je beseda prevare, saj tehnologija speed of science na pladnju znanosti, kot smo odkrili že od leta 2012. Jaz sem nehotel ob enem brskanju po serverju našel dokumente, ki niso vidni javnosti, niso dostopni javnosti, potem sem prišel v arhive, ki so seveda tudi dostopni, da se registriraš, in sem pogledal noter, na kar sem ugotovil, da nanotehnologijo od tega leta uvajajo oziroma preiskujejo njene vplive, ker nanotehnologija je že bistveno odprej in 2012 so že vložene peticije za modifikacijo hrane in za modifikacijo ljudi, kjer nanotehnologijo dajajo v GMO. Ne gre za GMO, ampak za nanotehnologijo, ki je GMO plus nanotehnologija, DNA, mRNA, eksperimentiranje na ljudeh. Torej predlagam, da preberete več, kajti bil je skrit razvoj 12 let in zdaj po 12 letih so rekli, da je speed of science, kao, zdaj to je vse novo, še ne raziskano. Ljudje božji, ni res. Točno so vedeli, kaj so dali noter, točno vejo, kaj se bo zgodilo in gre res za hude stvari. Jaz sem se združil z dr. Petrom Hallingenom in gledajte, nanotehnologija v hrani ali je namen izboljšati pridelek človeške rase in standardizirati njen videz. Se pravi, gre za transhumanizem, pa ne v tisti obliki, ki nam robote kažejo, pa te tehnične stvari, ampak dejansko se to spreminja v nas skozi hrano. Gre za čist drugačen transhumanizem, kot nam ga vtipkajo v glavo. Zato boste videli robotika, umetna inteligenca. To je kot v cerkvi, ko ti monštranco postavijo na oltar, gledaš tja, dejansko ti pa dušo kradejo. To je pa isto. Preberite si, ne bo vam žal. In tukaj boste videli, da je že zadeva dolgo časa v teku. In kot zadnji odlomek tega članka, ki ni kratek, smo izvedeli, gledajte, da RT-PCR test že leta ni več primerno orodje za določanje nalezljivih bolezni, kar so točno vedeli, ampak je njena prisotnost, gledajte, pri 5-6 milijarde ljudeh po vsem svetu eksperimentiranih s 13,6 milijarde injekcij za napačno diagnozo, tako da priporočam branje. Seveda pa tudi priporočam, da se nam pridružite s klikom na Telegram Beli, desno zgoraj, kjer vidite, ste dobili v pošti, kliknete in se pridružite, ali pa samo poskenirate kodo in ste v naši skupnosti. Dobrodošli, vabljeni, kjer so razprave na Telegramu, imamo svojo skupino in se dnevno dogajajo, odvijajo nove informacije, tako da če hočete biti z informacijami na tekočem, dobrodošli v društvu Belis Telegramu. Vabljeni. Hkrati pa seveda vas pozivamo in vabimo, da pomagate pri društvu, da bo lahko še naprej informiralo, da bo lahko še naprej delovalo in vsem, ki ste nesebično že prispevali, darovali, se oglasili tle v društvu ali kakorkoli drugače, prispevali tudi finančna sredstva preko računa, se vam upravni odbor društva iz vsega srca globoko zahvaljuje. Ponovno hvala vsem. No, tukaj pa, kot smo rekli, sedaj prehajamo iz našega predstavljenega programa, prehajamo po teh 20 minutah te predstavitve našemu prvemu delu Ljubljana, največje podjetje v Sloveniji. Mihael Belis, ki stoji pred vami, bo to temo predstavil. Ljubljana kot največje podjetje z omejenim stebričkastim gibanjem, vendar samo za nekatere.